Živijo, evo nas planince, smo na planini Blato in gremo proti Triglavskim jezerom na dvodnevni izlet. Tako da z mano sta še Mitja pa Jasmina. Pejte zraven, ful bo dobro. Evo, po 10 minutah pridemo pa do razcepa, kjer gremo lahko po strmi poti na planino pri jezeru ali pa po teli vlaki. Bomo šli mi kar po vlaki, da ne bomo že v štartu se preveč zadihali. Evo, mi smo se malo ustavili, da občudujemo tele barve. Ste tudi gobice jedo? Mitja se glih speruje, da glih dobro vrnil. Imajo dobre gobe. Malo heca. Ja. Takole, to je pa planina pri jezeru. Na planini pri jezeru, kdo bi si mislil? Je pa tole ena lepših planin. Vsaj meni. No, na planini pri jezeru imamo pa spet križišče. Levo gremo lahko za planino Viševnik, pa še Ovčarija. Ali pa desno gremo pa tudi za Dedno polje, pa tudi za Ovčarijo. Ali pa še malo z druge strani, da pogledamo tele gorenjske lepote. Več gremo naprej. Takole, mi super napredujemo in smo počasi že na pragu planine Dedno polje. Še malo imamo. Evo, tole je pa planina Dedno polje. Noro, ja. Tukaj je pa novo križišče in mi se bomo odpravili tule desno proti dolini za Kopico. No, od Dednega polja naprej se preselimo iz tele take jeep ceste na pešpot in gremo lepo naprej. Še malo razgleda proti Dednem polju. Pa sem rekel, moram prav posnetke, pa nor pogled. Mislim, da je tole zadnji Vogo, da je. Kakšen dan smo jeli. To je prav za bogove dan. Takole, po 2 urah naš prvi postank. Smo rekli, da tazile, da bomo imeli malce z razgledom. Takole se nam pa pogled odpre v dolino za Kopico, pa na Zeljnarce. Levo je Kopica, pa so tole Zeljnarce,
Na desni strani je pa greben Voglov. Dobro, lepo. Je pa tole res lušten vzpon, ki ni nikjer ni nekih pretiranih naklonin in je super lahko tak lep tempo držiš, pa tehnično čisto enostavno. Tamle gor preval, ki ga vidite, je pa naš naslednja etapa oziroma postaja. Tam sem pa odločil, ali bomo še na Zeljnarco skočili ali gremo na Prehodavce direkt. Zdaj sem pa odločil, ali gremo še na Zeljnarco ali ne. Boste kmalu izvedeli. Ja, lahko pa pokažem še razgled v dolino pod Kopico. Je res lep. Zadaj pa Bohinjske gore. Evo, na hrbtnika smo kar tamle na sedlo pustili, tako da bomo zdaj kar odleteli na Zeljnarco, kaj je telešček tok lahek. Kakšen pogled. Še kale gor. Evo, zdaj smo pa na sedlu med malo pa veliko Zeljnarco, pa se nam odpre pogled na lepo Špičje. Z tega grebena je pa meni najlepši pogled na Ledvička jezero, ki ga bomo pa tudi iz Zeljnarce videli. Takole, Zeljnarca je osvojena. Malo razgleda. Tamle je Krn, pa Tolminski kuk, Podrta gora, pa tamle smučišče Vogel, Južne Bohinjske gore. Tukaj je Bohinjska Bistrica dol, Ratitovec, tole je Triglav, pa potem Škrlatica, Razor, pa tamle imamo Jalovec. Ja, pa še Jasmina, pa Mitja sta tole. Pa tole sem skoraj pozabil. Jaz sem Mitja. Ja, Jasmina pa tista Dolgih vas. Evo, mi smo se nagledali Ledvičke in ostalih lepot, pa gremo nazaj dol proti sedlu, pa poslo rezervirati v bivak. Takole, mi smo premagali še ta zadnji vzpon, malo smo se spet ogreli, zdaj pa gremo pogledati, če je še kakšna posla frej. Tukaj spodaj je pa še, mislim, da je to najmanjše jezero pod Vršaci. Tamle je pa koča na Prehodavcih, pa bivak. Evo, pa smo na križišču, kjer se samo še spustimo proti Prehodavcem, pa še malo vzpona do Koče. Tole pogled v dolino Triglavskih jezer, levo Zeljnarce, desno lepo Špičje, naravnost pa Krn. To je to. A ušlo še tole? Itak. Moja pogled, če imaš pa nesi. Evo, to je to. Tale dolina Triglavskih jezer je neverjetna. Pa še pogled proti Koči, zadnji pa Jalovec. Evo, gor pa lahko, če bomo lahko malo približal.
Tole pa Rjavo jezero. Sicer ne vem, zakaj je rjavo, ker je vedno zeleno, oziroma tako modro zeleno. Ampak kakorkoli. To je pa najvišje ležeče Triglavsko jezero, Rjavo jezero. Tamle, ko sem še z druge strani kočo gledal, zgleda toliko blizu, pa se pa vedno tlele se pa vleče, se zgleda, kot da bi se oddaljevala. Ampak še malo pa bo tam. Evo, koča na prehodavcih, pa bivak na prehodavcih. Pa bivak narejen na starem italijanskem bunkerju. Tukaj je namreč šla Rapalska meja čez. In tukaj so imeli Italijani postojanko. Evo, mi smo prišli do bivaka. Smo se razkomotali k cigoti pred bivakom. Pa že kuhamo zasluženo kosilo. Več pa malo kasneje. Evo, specialiteta danes, polenta, kva 4 žit, ali kva že, si rekel? 3 žita, domača paradižnikova mezga, pa et in pasol, to je pa zmaga. Specialiteta za perota, ja. To je to. One dva sta pa Polenta solo. na postu, sta pa imate sam polento. Evo, takole, mi smo se prštimali, pojedali, zrihtali, zdaj pa uživamo v razgledih, pa malo bo debatke, spoznavanje naših vršacev. To je to. Tako da, če imate radi take stvari, morate izven sezone takole po kakšnem bivaku, čista tišina. Smer. Evo, počasi se bliža sončni zahod in ekipa, ki bo spala v bivaku, se počasi zbira. Jaz pa lepo v spalki uživam, pa tudi moja dva sotrpina se pripravljata na isto, da bomo uživali v sončnem zahodu. Bom nekaj posnel. Evo, še poslovilna za danes, takole gremo pa spat. Čau, čau. Dobro jutro. Evo, danes smo se budili po takole megleno jutro, vetrovno, tako da smo sporočili, da bomo še malo počakali tukaj. Je pa zdajle do jezera skočil pa malo vode. Takole zgleda pa bivak od znotraj. 6 postelj gor, 6 dol, pa še na drug stran 6. Pa pogled na Rjavo jezero. Pa še pod Vršacem, tamle pa Triglav gor v megli. To pa Kanjavc. Takole, mi smo pripravljeni. Jalovce že v sončku. Tukaj pa še niso v sončku. Mitja je v Sibiriji. Gremo proti Dvojnemu jezeru, proti Ledvički. Še tole mogoče. Tole, kot sem že včeraj rekel, je najvišje Triglavsko jezero. In vseh 6 jezer, ki grejo dol po dolini,
moja razvodnica, se pravi, grejo v Savo Bohinjko. Zadnje jezero za Vršacem, pod Vršacem, gre pa v dolino Soče. Tako da je tukaj razvodnica. Ena zanimivost mogoče. Smo zeleno jezero videli samo daleč, danes bomo šli pa čist blizu. Tole pa zeleno jezero. Če se ne motim, je to najbolj plitvo jezero od vseh Triglavskih jezer. Posnetku so sicer bolj težko videli, ampak tamle na strije gamsi opazujejo. To so pa zimske označbe za turne smučarje, da se pozimi znajdejo v snegu. Evo, to je pa prvi macesa na poti. Jih bo pa kaj do Dvojnega jezera, jih bo še ogromno. Smo gledali z ptičje perspektive, danes smo pa še malo z klasične perspektive pogledali. Ledvička oziroma jezero v Ledvici je največje izmed Triglavskih jezer. Saj probam ujeti, da bi bilo, da bi se videli te lepote, ampak ne gre. Uživajo ne vem kolikrat lepše. Počasi se približujemo še zadnjemu jezeru, ki ga bomo danes videli, to je Dvojno jezero. Od Ledvičke pa do Dvojnega jezera imamo približno 45 minut mogoče hoje. Tole je pa začetek Dvojnega jezera, oziroma tukaj je izvir, pa tole akumulacijsko jezero, oziroma umetno jezero, pa potem se že vidi bivak, Kočabo, pa Dvojno jezero. Kljub temu, da je tole umetno jezero, oziroma jezerce, je tudi čudovito. Tole pa Koča na Triglavskih jezerih. Prvič mislim, da sem pred Kočo pri Triglavskih, da ni nobenega. Malo časovnic, tole pa Dvojno jezero. Tukaj glih na sredini Dvojnega jezera je pa križišče, ki se gre levo gor proti Štapcem, pa potem na Tičarce, če hočeš, ali pa dol na planine Bohinjske, kamor gremo tudi mi, ampak bomo šli po drugi poti. Drugače pa tukaj, pa polet, ko imam vode, jezero presahne, oziroma presahne, pač te povezave med enim in drugim jezerom ni.
in sta dve jezeri. Zato se tudi reče dvojno jezero. Tole pa še drug konc dvojnega jezera, pa koča pri dvojnem jezeru. Po dobrih 5 minutah hoja do dvojnega jezera, pridemo pa tukaj, ko se začne malo bolj spuščati, do križišča, kjer gremo ali naravnost, gremo proti Črnemu jezeru, mi gremo pa levo na planino Ovčarija in nazaj proti našemu izhodišču na planini Blato. Evo, gremo. Bolj, ko se spuščamo, bolj smo megli, ampak en del bomo mogli še goriti proti Ovčariji. Zaenkrat se pa še spuščamo. Tukaj, kjer se vzpenjamo, se nam sicer odprejo ful lepi pogledi na Komno, ampak danes te poglede zastira megla. Takole pa smo na planini Ovčarija. No, iz Ovčarije bomo pa pol ene pol urce imamo do planine Dedno polje, tisto pa že poznamo, ko smo včeraj tam bili. Tako da zaključujemo krog in gremo proti avtu. Na planini Viševnik sta drugače dve križišči. Tole prvo, tukaj če bi šli, če bi prišli z tele desne poti, bi šli čez Štapce, tam čez par metrov je pa še pot se odcep desno proti planini Viševnik, ampak mi bomo šli kar direkt na Dedno polje. Glejte, kako v drevesu kapelca. Takole pa smo na Dednem polju. Evo, nazaj smo na planini pri jezeru. Sicer smo že malo lačni, ampak smo se odločili, glede na vremenske razmere, da bomo kar do avta skočili, pa bomo pol se verjetno do Bohinja zapeljali, pa dol pojedali, pa bomo še tam en zaključek naredili celotnega dvodnevnega druženja. Takole pa smo nazaj pri avtih. No, takole, mi smo za konec se zapeljali v dolino Voje, pa bomo tlele en povzetek naredili. Zdaj, kar se kilometrine tiče pa teh stvari, ne vem stvari na pamet, bo pa vse od spodaj pod videom napisan. Je pa to ena, za moje pojme, ena najlepših ali pa najlepša dvodnevna tura v slovenskem visokogorju. Tudi tehnično je enostavna, tako da za vsakogar. Veliko ste videli, če je kakšno vprašanje, napišite, če mi je bilo cool, like, če vam ni bilo cool, dajte tudi like. To je pa to z moje strani, zdaj pa še ta par zaljubljencev, to se vama zdaj. Odlično. Ja. Še enkrat bomo šli. Še bomo šli, ja. Itak, v vsakem letnem času je drugačno. Je pa iz te ture se da še en kup drugih podobnih tur speljati, pa levo zaviti ali pa desno ali pa kakorkoli, tako da ful neomejeno možnosti. To je to, imejte lep dan še naprej. Čau!